Aktualno na Radiu Europa 05. Oddajo je omogočil evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič, financira pa jo poslanska skupina Evropske ljudske stranke. V oddaji Aktualno je danes ponovno z nami Franc Bogovič, poslanske skupine Evropske ljudske stranke in pa seveda tudi Slovenske ljudske stranke. Upam, da še vedno. Dober dan želim. Seveda od prvega dne in še vedno. Da, zakaj to sprašujem? Kajti nekaj osipa vseeno je bilo v zadnjem tednu oziroma dveh. Tako je bil znotraj stranke prišlo do nekih pretresov. Jaz sem na nek način tudi na vprašanje enega od vaših kolegov poskušal najbolj plastično povedati in odgovoriti na to, da ko enkrat nekdo se na kmetiji odloči, da kmetijo preda svojemu nasledniku, je njegova naloga predvsem, da mu pomaga, da ga opozori na kakšno napako in da vajeti v roke tistim, ki mu je to namenjeno. In tudi naši stranke je prišlo do tega, da je ena mlajša ekipa v zahtevnih časih prevzela vodenje stranke in nekateri, ki so pa že vrstali tu notri, pa se na nek način težko sprijaznijo s tem, da imajo sedaj to odgovornost drugi. In po teh konfliktih, ki sta bila jasno in vidna med sedanjim predsednikom Markom Zidanškom in nekdanjim predsednikom gospodom Podobnikom, prišlo do teh zapletov, ki so rezultirali tako v izločitvi, pa tudi nekaterih odstopih, ki pa so se sedaj po tistem prvem valu, tistem prvem tednu posebno umirili in tudi na taboru stranke, ki smo ga imeli v Velenju en teden po teh dogodkih, ki so na nek način pretresli malce stranko, je več kot 2000 ljudi na nek način svojo prisotnostjo in pa tudi z neko dobro voljo pokazali, da stojijo nam ob strani in da moramo iti naprej. Tako da v življenju se marsikaj dogaja, tudi pri nas se to zgodilo. In prav je nazadnje tako. Sicer pa ste tudi član poslanske skupine Evropske ljudske stranke in še prav posebej tudi, če imam pravilno informacijo, namestnik odbora za kmetijstvo in pa razvoj podeželja. Tako je, v Evropskem parlamentu smo razdeljeni v odbore in ko se znotraj poslanskih skupin dogovorimo, kdo bi šel v katere od odborov, upoštevamo te izkušnje iz preteklosti in tako sem sam potem, je bila moja želja, da sem v teh dveh odborih, prvem odboru, ki govori o regionalnem razvoju, koriščenju evropskih sredstev na tem področju, naslednji odbor pa je odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, katerega član sem tudi in v tem odboru pa govorimo o evropski kmetijski politiki razvoja podeželja. S tem sem se ukvarjal v preteklosti in veseli me, da lahko to delo sedaj nadaljujem tudi v Evropskem parlamentu. In ne samo v preteklosti in pa v sedanjosti, temveč tudi v tem tednu in pa izjemno aktivno. Zakaj govorim? Kajti v Slovenijo boste pripeljali člane odbora za kmetijstvo in pa razvoj podeželja. To je velik prispevek, seveda, vaš do slovenskega kmetijstva, pa ne samo do kmetijstva, kajti obiskali boste potem tudi nekaj turističnih točk, znamenitosti, skratka nekaj več o sami logistiki in po pobudi pravzaprav bi radi slišali. Evropski parlament ima tudi to dobro lastnost, če smem temu tako reči, ali pa prakso, da se odbori udeležijo in obiščejo vsako leto tam 2 do 3 državi. In na začetku mandata sem takoj se ponudil, da organiziram obisk odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja v Sloveniji in tako bo letos med 3 obiski, ki jih bo ta odbor opravil, tudi v tem tednu od sredi dneva se približno zberemo na letališču v Ljubljani, pa do petka potekal ta obisk in bom izkoristil priložnost, da malce predstavim, kako bo potekal. V sredo popoldan gremo v moje konce, če smem temu tako reči, v Posavje, kjer si bomo v Krškem ogledali podjetje Eurosad, ki združuje slovenske sadjarje. Okoli tega podjetja je skupaj z njihovo proizvodno združeno polovica slovenskega sadjarstva oziroma 20,000 ton jabolk se v dobrih letinah zavrti v tem sistemu. Organiziranost, kjer je tako na eni strani hladilnica, sortirna linija in pa tudi potem preko njihove prodajne mreže izvoz slovenskih jabolk v 14 evropskih držav, pa tudi preko Dubaja še kam proti vzhodu. Tako da bomo ta model videli. Naslednja zadeva bo obisk občine Šentrupert, to je v Mirnski dolini,
zelo uspešne propozivne občine, kjer bomo v deželi Kozavcev kot enem od projektov v okviru programa razvoja podeželja skupaj z Razvojno agencijo Srce Slovenije iz Litije, ki skrbi za to območje, predstavljali, kaj počnemo s temi sredstvi iz Evropskega sklada za razvoj podeželja in prav takšni manjši projekti, kot so ta dolina Kozavcev, potem, če po drugi strani občini Šentrupert, Lesen vrtec, ogrevanje na biomaso so neki modeli in pa politike, ki jih tudi evropska politika, tako kmetijska kot sicer pokriva. Zvečer v sredo se na gradu v Ljubljani, kjer se nam pridruži za kratek čas tudi župan Ljubljane in nam predstavi uspešno zeleno prestolnico Slovenije, se pravi Ljubljano. Nadaljujemo pa v pogovoru s predstavniki nevladnega sektorja v kmetijstvu, tako da bodo z nami tako predsednik Zadružne zveze, Kmetijsko-gozdarske zbornice, Sindikata kmetov Slovenije in pa tudi Zveze kmetic Slovenije. In v pogovoru z 9 poslanci, ki prihajajo tudi iz različnih držav in so sami izkušeni poslanci, bodo z prve roke tudi se predstavljali tisti, ki predstavljajo kmetijski sektor v Sloveniji. Četrtek zjutraj najprej pogovor v Državnem zboru z matičnim odborom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V nadaljevanju pa potem se odpravimo v Lipico, kjer bomo predstavili lipicanca, hkrati tudi na Krasu vino teran in pa tudi vse zaplete, ki se okoli zaščite terana v zadnjem času dogajajo. Popoldan pa gremo potem v Goriška Brda, kjer se nam v kleti, v Dobrovo, v Brdih zadružni kleti pridružijo tudi uspešni posamezniki, ki niso kooperanti zadruge, ampak imajo svoje uspešne zgodbe znane širom po svetu. Da pa bo tudi Primorska Kabljica bolje stekla, se nam pa pridružita iz zgornje doline, se pravi iz Tolminskega Kobarida, še Anka Lipušček, se pravi direktorica zadruge Planika, ki povezuje mlekarje in imajo odličen predelek Tolminc, se pravi sir Tolminc, tudi evropsko zaščiten, zraven pa tudi direktor zadruge iz Tolmina, ki tudi imajo svojo predelavo suhomesnatih izdelkov in bomo prikazali tudi na eni strani naše vinarije v Brdih, uspešne, svetovno znane, po drugi strani pa tudi uspešno zgodbo živinoreje v alpskem svetu, kajti to tudi eno od področji znotraj kmetijske politike, znotraj politike, ki pokriva področje Alp v tej alpski makrostrategiji, tako da želimo predstaviti te stvari tudi iz prve roke. Petek, zadnji dan obiska, začnemo najprej v pogovoru z ministrom za kmetijstvo, gospodom Židanom, po tistem pa se odpravimo na Bled, kjer se sestanemo z vodstvom Triglavskega narodnega parka, ki predstavijo zopet to sobivanje, narava, kmetijstvo, gozdarstvo, delovna mesta, hkrati tudi turizem kot naš biser Bled. Zaključimo pa v Radovljici v Čebelarskem muzeju, kjer bomo še kakšno besedo dodali v podporo našim pridnim slovenskim čebelarjem, njihovim prizadevanjem za obeležitev 22. maja kot svetovnega dneva čebel, hkrati pa tudi pogovor z njimi in pa ogled lepega muzeja na Gorenskem, se pravi Čebelarskega muzeja. Tako strnemo ta obisk in mislim, da je zelo pomembno to in sam sem pri svojem delu že prej, kot sem bil v lokalni politiki, državni politiki, se vedno zavedal, da je ključno, da Slovenke in Slovenci vidimo čim več stvari po svetu, hkrati pa tudi za Slovenijo pripeljemo čim več odgovornih ljudi in običajno, tako kot se mi vračamo iz tujine, prepričani, da imamo tudi v Sloveniji marsikaj dobrega in premalo znamo to ceniti. Tudi gosti iz tujine ugotovijo in lepoto Slovenije, hkrati pa tudi to, da je Slovenija dežela, v kateri tudi zelo zanimivo za bivanje in sam z veseljem bom to svoje poslanstvo tudi kot evropski poslanec vedno pravil. Franc Bogovič, mislim, da je čas za glasbo. No, po tej glasbi je z nami še vedno europoslanec, član skupine Evropske ljudske stranke, Franc Bogovič. Upam, da se slišiva ponovno. Tako je. Govorili smo seveda v prvem delu glede obiska odbora za kmetijstvo in pa razvoj podeželja v Sloveniji, ki poteka torej ta teden.
velika promocija v končni fazi je tudi Slovenije, slovenskih proizvodov in pa slovenskega kmetijstva. Z tega seveda vsa čast, kot se temu reče. No, drugače pa mislim, da je prav, da se dotaknemo tudi varnosti v Evropski uniji. Še prav posebej tudi mogoče komentirate govor, ki ga je imel Juncker in to na plenarnem zasedanju. Na septembrskem plenarnem zasedanju predsednik Evropske komisije predstavi svoj letni nagovor, ki na nek način napove malce politike, v katero smer bo komisija tudi predlagala Evropskemu parlamentu, svetu nekatere aktualne politike in pa se tudi odzove na aktualne razmere. Tako je bilo zdaj dosti govora tako o uspešnem Evropskem investicijskem skladu, ki je zagnal potek investicij, o energetski uniji, o digitalnih uniji, kot o tistih ključnih usmeritvah te komisije. Vsekakor pa je bil govor predvsem posvečen aktualnim razmeram, ki te osnovne teme kar nekako dajejo sedaj v senco, se pravi temami povezanimi z stabilnostjo Evropske unije, varnostjo, turističnimi napadi in podobno. Jasno so bila sporočila tako že strani predsednika komisije v Strasbourgu. To se je ponovilo tudi na neformalnem vrhu predsednikov vlad v Bratislavi, da se znotraj vodstva Evropske unije in tudi držav zavedajo, da je potrebno narediti vse, da zaščitimo evropske zunanje meje, da je lanskoletna izkušnja, ko so se te nekontrolirane migrantski tokovi valili po Evropi, da je to nemogoča situacija in da se še vedno prisega in straja na tej evropski solidarnosti s temi nesrečnimi ljudmi, hkrati pa morajo procesi potekati na en organiziran in kontroliran način. Tako da temu je bilo posvečeno veliko besed v govoru, prav tako terorizmu, ki je, hočemo ali nočemo, posredno povezan tudi z razmerami v Evropi, hkrati tudi z tem migrantskim valom. Spregovoril je predsednik komisije tudi o nastalih razmerah v luči odločitve Britancev, da zapustijo Evropsko unijo, na nek način apel, da se ta postopek tudi začne, da se konec koncev lahko v nadaljevanju tudi dogovori, v kakšnih odnosih bosta Evropa in pa Velika Britanija v prihodnje. Tako da moram reči, da je bil govor, nekateri so ga ocenjevali, da bi mogoče lahko predsednik povedal še kaj več, tudi sam sem mogoče pogrešal kakšno besedo več o odnosih Evropske unije in pa Turčije, mogoče tudi o širitvenem procesu Evropske unije proti državam vzhodno od nas, se pravi v območju tako imenovanega Zahodnega Balkana, se pravi države nekdanje Jugoslavije, ki še niso v EU-ju in pa Albanije. Sicer pa mislim, da je naredil predsednik en tak pregled nad dogajanji, ki jih je zaznamoval, da bodo kar usodna, nek način odločilna leta, naslednje leto, da je kar precej pomembno, kaj se bo dogajalo. Hkrati pa je bil, mislim, da zelo zanimiv tudi ta apel, ki ga je naslovil na predsednike vlad, ki sprejemajo določene odločitve na svetu evropskem, da naj tisto, kar obljubijo in kar govorijo v Bruslju na skupnem zasedanju, govorijo potem tudi, ko pridejo domov. Tu je želel upozoriti na to včasih dvoličnost, da se zaradi notranje političnih razmer doma govori en jezik, v Bruslju drug in na nek način je to tisto, kar mislim, da v tem trenutku zelo slabi Evropsko unijo, kajti Evropska unija so Združene države Evropa, ampak je to 28 držav, ki morajo odkrito in pa pošteno vzpostaviti medsebojno sodelovanje. Včasih tudi pogrešam, da se premalo poznamo med seboj, zato so tudi obiske, o katerih smo govorili v prvem delu, tudi v tej luči, da se bolj spoznamo, da bolj poznamo lastne probleme, da znamo razumeti potem tudi probleme drugih. In tako da mislim, da je govor bil na nek način zanimiv, daje pa kar precej nalog za naslednje leto in upam in tudi verjamem v to, da jih bomo na nek način, da jim bomo kos. Niso pa časi enostavni, tako kot niso bili nikoli in politiki smo tudi zato, da probleme rešujemo, ne pa da jih delamo. V zadnjem delu pogovora smo v današnji oddaji Aktualno, z nami je še vedno Franc Bogovič iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke in pa Slovenske ljudske stranke. Kot vemo, gospod Bogovič, ste tudi član delegacije pri stabilizacijsko-priključitvenem odboru Evropska unija Srbija. Z tega vidika imamo seveda kar nekaj vprašanj, pa izjemno malo časa. Pa vseeno, vem, da ste v
pred nekaj dnevi bili v Srbiji. Vem, da imate najnovejše novice, kaj se dogaja, pa ne samo v Srbiji, ampak tudi na Balkanu kot takemu. Naj mogoče povem še to, da ljudje, vsaj če govorimo tudi o Balkanu ali pa o Kosovu, z nestrpnostjo pričakujejo tudi začetek dela sodišča, ki se bo ukvarjal z nepravilnostmi, celo z genocidom in pa človekovimi pravicami, ki so bile seveda kršene ob vojaškem posredovanju predvsem osvobodilne vojske Kosova nad srbskim delom prebivalstva. Širitveni proces Evropske unije je za moje pojme najprej mirovni proces, kot je bila samo ustanovitev Evropske unije. Leta 1950 so se voditelji 6 držav, ki so se stoletja vojskovali med sabo, so bili dovolj modri, da so sedli za isto mizo in spostavili zdaj že več kot 70-letno sodelovanje, ki ima za posledico tudi toliko let miru v Evropi. In na Balkanu, se pravi v državah, ki zaznamujejo ta prostor, se pravi Srbija, Bosna, Črna Gora, Kosovo, Makedonija, Albanija, je na nek način še vedno ta mir zelo krhek. Kot sami dobro vemo, je vpliv, če se tukaj zgodi tudi na ostali del, tako na bližino, kot smo mi, kot na celino lahko usoden. Tudi konec koncev prva svetovna vojna ima nek povod prav v Sarajevu. In zato mislim, da je tudi danes se treba tega zavedati in tem državam na nek način pomagati v tem procesu, zahtevati od njih tudi to, da spoštujejo vrednote Evropske unije, hkrati pa tudi jim finančno omogočiti skozi predpristopne pomoči lažji prestop v to skupino, v ta klub držav, če smem temu tako reči. Zavedanje na Zahodnem Balkanu je, da je proevropska usmeritev praktično edina možna v tem delu sveta, kjer bivajo, da je to danes, da so to najboljši partneri, največji donatorji konec koncev v tem delu in da so vrednote, ki jih delimo v tem prostoru, tiste, katere so tudi njim potrebne. Je še cela vrsta težav. Prvo je sodelovanje v sami regiji, po drugi strani tudi na nek način je to obdobje vojn in pa sporov zaznamoval tudi stil vodenja držav, ki je včasih dosti bolj avtoritarn, manj demokratičen, kot si ga na Zahodu predstavljajo. Večkrat je tudi ogrožena medijska svoboda, vse preveč je še tudi prisotne korupcije, kriminala in to so tiste stvari, ki se tudi skozi proces približevanja Evropske unije morajo odpravljati oziroma spostaviti učinkovite inštitucije države. In tudi v petek, ko sem bil prejšnji teden v Beogradu, smo govorili o tem, kako so predpristopne povezave povezane s širitvenim procesom in kaj so ključne naloge, da se to zgodi. Da zelo strnem, podpiram, da se te države čim prej razvijajo, da preidejo iz tistega postvojnega stanja v neko ustvarjalno stanje, da čim bolj odpravijo te razvojne zaostanke, ki so v teh letih tudi neproduktivnih za razvoj družbe v teh državah nastali. Evropa pa na nek način je dolžna v tem tudi pomagati, to že počne. Mislim pa, da bi lahko bila ta pomoč še izdatnejša, kajti širitven proces za teh 17 milijonov ljudi na tem delu Evrope je tudi v finančnem smislu bistveno manj zahteven, kot je bil prvotni širitveni proces, kjer se je pridružilo 110 milijonov Evropejcev. Če pa pogledamo statistične podatke v teh državah, ki smo sedaj v članice Evropske unije, v primerjavi z temi državami, ki še niso v okviru Evropske unije, pa točno vidimo 2 do 3-kratno boljšo razvitost, večji bruto družbeni prihod, konec konca tudi več kvalitetnejše življenje. In če želimo, da bo v tem delu Evrope mir, moramo imeti tudi primerljivo kvaliteto življenja in ta predpristopni proces in pa sama vključitev teh držav v EU je, mislim, da prava pot, zato jo tudi podpiram. Pa za tale telefonski pogovor seveda želim vam izjemno uspešno delo, tudi kar se odbora, ki prihaja v Slovenijo, tiče, o katerem sva govorila predvsem v prvem delu in pa verjamem, da se ponovno slišimo čez mesec dni. Z veseljem in lep pozdrav poslušalkom in poslušalcem vašega radija. Srečno, mi pa bomo seveda v dnevno-informativnih oddajah tudi spremljali delo Francija Bogoviča še naprej tako aktivno kot do sedaj in pa seveda tudi že malo prej obisk, ki prihaja v Slovenijo že čez dober dan. Hvala lepa. Oddajo je omogočil evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič, financira pa jo poslanska skupina Evropske ljudske stranke. Aktualno na Radiu Europa 05.